Muzejsko društvo Bled in Zavod za kulturo Bled zopet organizirata cikel predavanj, tokrat na temo ruske dinastije Romanovi. Predavatelj je poznavalec zgodovine Romanovih Miloš Klemen Mahorčič, ki se je nad Romanovimi navdušil že pred leti. Že 20 let tudi redno obiskuje Rusijo. Družina Romanovih, ki je tam vladala malo več kot 300 let, je za sabo pustila ogromno spomenikov, ki so tako ali drugače zanimivi za človeka kot sem jaz, torej za človeka, ki ga zanima zgodovina in umetnostna zgodovina. Je pa res, da najdemo pri Romanovih tudi nekaj zelo zanimivih povezav z Slovenijo. Konec koncev, zdravnik Petra Velikega je bil doma iz Naklega, Gabriel Gruber je bil tako rekoč minister za šolstvo pri Katarini Veliki in Katarini vnuka, car Aleksandar I je bil edini Romanov, torej, ki je uradno kot vladar obiskal tudi Slovenijo, torej Ljubljano, takrat v času Ljubljanskega kongresa. Naslednje leto bo 200 let od tega trenutka. Tako da tudi te povezave so zelo zanimive. Sicer so pa to ljudje, ki so, vsak posebej zelo zanimivi, tako kot zgodovinske osebnosti, kot so tudi zasebno, zelo zanimivi za preučevati. Dinastija Romanovih, ki je Rusiji vladala nekaj več kot 3 stoletja, je kljub tragičnemu koncu in propadu monarhije ena najpomembnejših evropskih vladarskih družin. Prav Romanovi so tisti, ki so dvignili rusko kulturo na evropsko raven in dali svetu vedeti, da se Evrope brez Rusije ni mogoče zamisliti. Je pa to družina, ki je res zanimiva tudi zaradi tega, ker je bila zadnja velika dinastija, ki je v Evropi zavladala. Vse ostale, Romanovi, Romanovi, Bourboni, Habsburžani, to so stare dinastije, ki so vladale že iz srednjega veka naprej, medtem ko Romanovi so pravzaprav zavladali šele v 17. stoletju, ko so nekatere druge dinastije že izumrle, recimo Tudorja, slavna angleška vladarska družina. Tema ruske zgodovine je seveda izredno zanimiva. Konec koncev gre za največjega izmed slovanskih narodov in tudi, če tako vzamemo skupaj, smo Slovani, tisti, ki govorimo slovanske jezike, največja skupina v Evropi, večji od Germanov, večji od Romanov, pa tega seveda, se sploh ne zavezamo. In zgodovina Rusije je seveda zelo pomembna, ker je Rusija pod Romanovimi zelo veliko vplivala tudi na dogajanje v naši neposrednji okolici, konec koncev v obdobju napoleonskih vojn in potem seveda tudi, če gledamo nekoliko širše na Južni Balkan, osamosvojitev nekaterih balkanskih narodov izpod turške oblasti je zagotovo tudi posledica njihovega delovanja. Za Slovence je pa konec koncev pomembno tudi to, da so številni Rusi po koncu vladavine Romanovih, torej po oktobrski revoluciji leta 1917 prišli v tedanjo kraljevino Jugoslavijo oziroma kraljevino SHS in seveda tudi dali marsikaj, našemu prostoru, predvsem v smislu številnih izobražencev, ki so takrat prišli tudi v Slovenijo in kolikor me znano tudi na Bled. Predavanja, ki bodo potekala v februarju in marcu, predstavljajo teoretično podlago za septembrsko strokovno ekskurzijo v Sankt Peterburg. Udeležili se je bodo člani muzejskega društva, vodil pa jo bo predavatelj Miloš Klemen Mahorčič. Na pobudo muzejskega društva Bled smo pripravili 5-dnevno ekskurzijo v Sankt Peterburg v septembru tega leta. Moram reči, da sem zelo pozitivno presenečen nad izzivom. Je pa ta ekskurzija mišljena kot neke vrste nadaljevanje tega cikla predavanj. Tule bomo seveda v sliki in besedi spoznali ne samo Romanove, pač pa tudi spomenike, ki so jih postavili. Konec koncev od Petra Velikega naprej je usoda Romanovih tesno vezana na mesto Sankt Peterburg in to, kar bodo obiskovalci predavanj videli in slišali tukaj, bomo potem še ponovili na terenu v Sankt Peterburgu in pa njegovi okolici. Predavanj se udeležijo tisti, ki jih zgodovina navdušuje. Veliko obiskovalcev jih redno obiskuje, odzivi pa so zelo pozitivni. Zakaj ste danes prišli na predavanja? Me zgodovina zanima in
prisostvujemo vsem predavanjem, kar jih je. Organizira Muzejsko društvo Bled. A pa ste od Romanovih že kaj vedeli odprej? Aj danes? Ja, nekaj pa že, ker so nas v zgodovini učili. Še v šoli, ampak bolj malo, ne. Upam, da bomo zdaj kaj več vedeli. Zaradi tega, ker me zgodovina zanima, zelo veliko sem prebrala o zgodovini od zgodnjega srednjega veka, tudi od prej in do novejše dobe. Slišala sem, da so to zelo kvalitetna predavanja, ne, in mi je žal, da sem prejšnja predavanja zamudila, čeprav sem si jih ogledala malo na YouTubu. Zdaj pa upam, da sem lahko udeležila vseh predavanj, ne. Sploh ta zgodovina Romanovih je tako skrita, prikrita, ne, čeprav smo veliko čitali o temu, pa tudi kakšne filme gledali, samo kakšna je resnica, bomo pa zdaj slišali mogoče. Prvič zaradi tega, ker sem se že zdaj udeležil tudi o Habsburžanih, pa o Karadžordževićih, pa Romanovi so bili pa tudi v bistvu Slovani, ne? In me to tudi malo zanima. Mislim, da bo zanimivo. A pa ste Romanove poznali že odprej? Ja, Romanove poznam tako, ne. Nekaj sem bral stvari, kako so jih pobili, pa kam so jih zakopali. Tako nekaj informacij imam, ampak računam, da bom tle dobil veliko novih, ne. Predavanja o Romanovih bodo potekala v februarju in marcu vsak torek ob 19. uri.